Spoštovani župan občine Logatec, gospod Berto Menard, spoštovani predsednik Škofijske Karitas Ljubljana, gospod Marko Čižman, spoštovani predsednik krajevne skupnosti Rovte, gospod Jure Brzelak, spoštovana tajnica Župnijske Karitas Rovte, gospa Vera Logar, spoštovani prostovoljci in prostovoljke naše Župnijske Karitas, dragi nastopajoči, podporniki in prijatelji. Z veliko hvaležnostjo vas pozdravljam na današnjem že 27. dobrodelnem koncertu naše Župnijske Karitas, ki nosi pomembno sporočilo Na poti upanja. Vsaka pesem, vsak dan in vsaka gesta dobrote, ki jih danes prinašate, so koraki na poti, po kateri hodimo skupaj, da bi drug drugemu prinašali upanje, toplino in moč za življenje. Naj današnji večer ne bo le dogodek, ampak pričevanje skupnosti. Skupnosti, ki zna slišati, videti in pomagati. Skupnosti, ki svojo moč in toplino črpa iz družine, iz naših domov, kjer se učimo ljubezni, spoštovanja in medsebojne skrbi. Prav tam se rojevajo vrednote, ki nas povezujejo in dajejo življenju smisel, v družini. V teh dneh, ko veliko poslušamo o življenju, o trpljenju in o smrti, smo še posebej povabljeni k sočutju. Mnogi bolni, ranjeni in osamljeni ljudje se v svoji bolečini srečujejo s težkimi vprašanji, tudi o koncu življenja. Naša naloga je, da jim stojimo ob strani. Sočutje pomeni biti blizu, poslušati, razumeti in pomagati. Pomagati nositi težo dneva. Pomeni sporočiti človeku, nisi sam. In prav to je poslanstvo Karitas, da v svet, ki je pogosto hladen, prinaša toplino in upanje. Brez vas, dragi prostovoljci, Karitas ne bi mogla biti to, kar je. Iskrena hvala vsem, ki skozi vse leto nesebično pomagate, obiščete, poslušate, prinašate hrano, toplo besedo ali nasmeh. Vaše delo je neprecenljivo. In Bogu hvala za vas. Naj vas to popoldne napolni s hvaležnostjo, da imamo drug drugega in nas okrepi v prepričanju, da ima vsako življenje, tudi trpeče, svoj neprecenljivi pomen. Naj nas spodbudi, da bomo vsak dan znova hodili po poti upanja, srcem odprtim za sočutje, dobroto in veselje. Tisto, kar edino zares bogati človeka. Hvala vam vsem, ki ste danes tukaj, ker darujete svoj čas, svojo pesem, svoj dar. Naj vas Bog obilno blagoslovi za vse, kar storite iz ljubezni. Hvala in naj bo današnji popoldne, večer lep za vse nas. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes je poseben dan, saj se skupaj veselimo naših družin. Razmišljali in modrovali bomo o zaljubljenosti, poroki, o tem, kako raste družina in o upanju. Ker pa nam glasba pove več kot 1000 besed, bomo naše razmišljanja vpletli tudi veliko odlične glasbe. Želimo vam prijetno poslušanje. Moja mami, ki je pametna, je bila pa pametna pa lepa. Moja mama je pa bila, ker je bila mlada, ful pametna. Moja mama je bila pa vesela. Moja mama je bila pa hecna taka, pa rada tudi kaj špičila, pa z bratom, pa sestro se je tudi malo kregala. Moja mama je pa bila prijazna,
Lumpa je rada kaj špicla, pa rada je pomagala, pa rada je imela nasmehe na obrazih. To kmetijo je imela veliko muckov, bila je vesela, poskočna. Pomagala je mojemu dedju in babi v sorodnjaku. Zelo malo se je igrala. Bila je nekaj krav, nekaj prasitkov, pa ne več. Živijo, lepo pozdravljeni v mojem imenu. Sem Meta Lukan, sem domačinka od tukaj. Tako da mogoče me, vsaj moj obraz bi mogla malo poznati. Upam. Če ne pa, zdaj ne boste spoznali še moj glas. Sem kantavtorca, tako da rada predstavljam svoje pesmi. Drugače se pa z muziko bavim. Zbor, veliko zborov, konzervatorij za glasbo, tako da rada delim svoj dar glasu. Tako da prva moja pesem je Aša, spomniš se? Bila je posvečena mojim staršem in pa dedku in babici, ki že dolgo vztrajajo na skupni poti življenjski. Ko sva mi dva pod luno pila, koliko je bilo lepo. Držal si me v objemu, ki dišal je po parfum in toplem vremenu, koliko je bilo lepo. A zdaj gledam nazaj, nič ni nama žal, ker life je mimo šel, ker bilo je lepo. A še spomniš se, ko sva zvezde štela, pa sva se zmotila, pa se nisva zmenila. Saj sva vedela, da se ne bova nikdar ločila, da bova zvezde štela vsaj še pol stoletja. A zdaj gledava nazaj, nič ni nama žal, ker life je mimo šel, ker bilo je lepo. Čas teče, nič ne reče, kjer si ti, sem tudi jaz. Oddaljila, pa nič za to, saj starost je kot zlato. A zdaj gledava nazaj, nič ni nama žal, ker life je mimo šel, ker bilo je lepo. Ker life je mimo
ker bilo je lepo. Zdaj pa naročili so mi, da moram povedati, kakaj je bila moja mami, ki je bila majhna, pritkana, najbolj pritkana punčka ever. Pa skrbna, to pa že od nekdaj. In mislim, da to, da si bolj dobra mami, mora biti skrben. In to ona definitivno je. Tako da se ji zahvaljujem, tamle gledam. Lepo skrbiš za nas in hvala lepa. Naslednji komad je bil pa napisan za babi pa za dedija. Dedi se je že poslovil prejšnjo leto od nas in z babi je preživel 50 čudovitih let in zdaj nekako polovico srca manjka. Tako da sem napisala o tem komad, da v bistvu je še vedno tukaj, čeprav je zelo daleč stran. Tista marjetica, ki si mi jo zataknil za uho, zdaj suha, počiva v mojem dnevniku. Ob njej je zapisan tisti dan, ko sem ti rekla, samo tebi se predam. Niti za dan se nisva ločila, ampak vseeno sem te izgubila. Čeprav si daleč in te več ni, v meni zavedno ostal boš ti. Čeprav se zvezde več ne križajo noči, ščitijo najme sanje v tišini svetli. Še vedno slišim tvoj šepet v vetru, iščem sebe in tvoj odsev v svetu. Čeprav si daleč in te več ni, v meni zavedno ostal boš ti. Marjetica suha, srcu še živa,
skrivaš. Zdaj pa, če vam je bilo to všeč, vas lepo vabim naslednji teden v četrtek, torej 13. novembra, v Staro šolo v Alpino na moj avtorski koncert. Tako da, lepo vabljeni. Da se vas fan pa punca rada, da se poročita, da ko fant da rože svoji punci, Ko se imata dva rada. Ko bi bil s tistim zmeri, ki ti všeč. Zaljubljenost je, da imaš nekoga rad in da bi zanj naredil vse na svetu. Ko ti nekdo zelo veliko pomeni. ko se poročita. Zaljubljenost je tiste, ki imaš nekoga zelo rad, pa ki si zahece, ki se poročita. Ljubezensko sporočilce. Kada se dva zaljubita, pol se pa sploh poročita, pol bosta pa otroke. Da se dva zaljubita in žena nastane noseča in potem mislijo otroka. Nastane, ko je vsaj en otrok pa starš. Z ljubeznijo. En lep pozdrav tudi od naju, sva Estera in Dani Stojko, mož in žena in zadnje leto intenzivno pojeva na kakšnih porokah, različnih prireditvah. Zdaj boste pa slišali seveda eno zaljubljeno, ti si moja ljubezen. Dobro vem, da si nekje tisti fant iz mojih sanj in da boš nekoč k meni našel pot, ker del tebe sem samo. Dobro vem, da si nekje tisti fant, ki čakam ga. Dolge te noči, vsa ta leta že, naj srce te prepozna. Ti si moja ljubezen, skrivnostna in lepa, ki v srcu jo nosim s seboj. Ni mi mar za ovire, ti moja si sreča, naj končno ti stečem v objem. Ti si moja ljubezen, skrivnostna in lepa, živela bom srečna s teboj. Le zato, ker te ljubim, živim le za tebe in ti boš presrečen z menoj. Le zato, ker te ljubim, živim le za tebe in ti boš presrečen z menoj. Hvala lepa. Najina naloga pa je, da poveva kaj več o zaljubljenosti. Dani Lihnej ni želel govoriti, bom pač jaz, ne? In sicer midva sva se spoznala, ko sem jaz imela 16 let, se pravi, sem bila še zelo, zelo mlada in lahko točno opišem, kako je to bilo, ker pri nama je šlo vse dosti hitro. Po 18 letih
me je Dani že zaročil in jaz sem bila v bistvu takrat 4. letnik gimnazije in sem prišla cela vesela vratiti, jaz sem zaročena. Moji sošolci pa sošolke čisto zaprepadeni, kaj meni jasno, a sem sploh normalna. In tudi doma sem tako, v redu, to malo Ester živi v svojih oblakih. In v bistvu sem prav razmišljala, kaj je zaljubljenost. Zaljubljenost je lih to, da si ti čist v svojem svetu in ti je popolnoma vseeno, kaj drugi mislijo. In to je tako poseben občutek in zelo, zelo lepo obdobje. Tako da ta zaljubljenost je sicer potem malo minila, pa kdaj pride na plan, pa spet ponikne, ampak to je v bistvu čisto normalno. Tako da zdaj bom pa povabila gor naš otroški zborček. Zapeli bomo pesem Na travniku, ki jo je napisal Adi Smolar in je zelo, zelo lepa in govori ravno o tem, o zaljubljenosti in kako potem postaneta fant in dekle tudi starša. Zdaj pa otroški zbor, pridi gor. Evo, prva pevka, bravo! Ploskati, velike pevke, velike. Evo, odlično. Pevci smo pripravljeni? Odlično. Pa kar začnemo. Na travniku ležala, ki v maju je cvetel, ljubim te je šepetala, ko si jo je nežno vzel. In okrog so črički peli, soncu, ki je grelo svet, kot da bi bili veseli, ker nov zemljan je bil spočet. Ko otroka sta dobila, sta ljubila se še bolj, sta vzgajala ga in učila, da že malo je dovolj. Večkrat so pohajkovali, šli so tja do travnika, ko so ga občudovali, pa sinku vedno rekla sta, kaj, glej, ta naš svet, tako je lep kot lepe sanje, življenje imej za prekrasno potovanje. Grde stvari naj ti te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Leta mirno so jim tekla in otrok je fant postal. Pazi na vse sta mu rekla, ko se je v svet podal. Lažnemu blišču ne nasedaj, ti se spomni travnika, le pravih se vedno zavedaj, pa te bo sreča spremljala. Glej, čudno zdi, mislim si, kaj kažeš nase, zanimiv si, kakor si. Jasno svet drugače gleda,
pa kaj če denarja malo imam, na bližnjem travniku posedem, pa govorim, kako lep dan. Glej, kaj na svet, kako je lep, kot lepe stanje, življenje imej, za prekrasno potovanje. Grde stvari naj ti te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Srečni so le, ki srečo res dojamejo. Hvala lepa in zdaj še zadnja pesem, ki jo bojo pa zapeli samo pevci. Mi smo otroci enega sveta in ko smo se učili to pesem, jo vmes tudi drugačne spoštujemo, se pravi, smo si razlagali besedilo in sem jim pokazala video posnetek od Nika Vujčiča, se pravi, ki se je rodil brez rok in nog. In od takrat naprej vsakič, ko imamo pevske vaje, takrat so bili v bistvu toliko navdušeni in so zdaj vsakič, kdaj bomo gledali spet tistega fanta. In tega fanta si bomo večkrat pogledali, lih s tem namenom, da nobena težava ni toliko težka, da se jo ne bi dalo rešiti. Če zmore Nik Vujčič, zmorimo tudi mi. A je tako? Ja. Zdaj pa mi smo otroci enega sveta.
in skupaj igramo v družinskem trio z Jojem, ker se pišemo Jojavčič, v glasbeni šoli Logatec. Ena se veliko uči, druga precej vadi violino, tretja pa malo vsakega. Ko skupaj vadimo, se velikokrat tudi skregamo, a ob koncu vaje se vedno smejemo, da nas še sosedi slišijo. Na koncu dneva pa je najbolj pomembno, da se imamo med sabo rade takšne, kot smo.
Da z mamico vadimo klavir, pa da se zadnje stiskamo. Da se igramo, pa beremo pravljice. Da se skupaj v grozini stiskamo, pa beremo pravljice. Se objemamo. Igramo se. V družini si pomagamo tako, da s hišnimi opravili in pomaganjem domačih nalog. V družini si pomagamo tako, da se drug z drugim učimo, se sprašujemo, delamo skupaj domače naloge, čistimo, pa vrtnarimo. V družini si pomagamo tako, da si pomagamo pri mamici, naprimer delo na vrtu, pri očetu pa delo v hlevu ali na vrtu. Doma
Hvala lepa. Mi smo družina Kokelj iz Poljanske doline, prihajamo iz okolice Starega Vrha, iz vasi Mlaka nad Lušo. To je moj mož Evgen. Moja žena Mihela in najstarejši otroci Florian, Larisa, Adam na bobnih, Tajda in Elena. Z jajčki, evo, šejka. Danes bi z vami podelili eno prigodo, ki sega sicer še v čas, ko nisva še imela otrok, pa vendar se najnim otrokom zdi tako zanimiva, da jo morava pogosto ponavljati. Odstira pa kulturne razlike med kraji, pa tudi, če gre le za en hrib vmes. V eni vasi se lahko ena stvar imenuje čisto drugače kot v drugi. Nekega dne me je Evgen povabil v kino. Ob dogovorjeni uri sem ga čakala pred vhodom mojega doma, njega pa od nikoder. Čakam, pa vidim tam blizu cvetlični vrt. Moja mami vedno nasadi lepe rožice, pa sem rekla, bom utrgala najlepšo žametnico za mojega moža, ko pridem, samo da ne bo preveč zamudil. No, rožico utrgam, pa se pripelje in me povabi v avto. Pripravim mojo žametnico in seveda mu jo ponudim. Izvoli, rožica zate. On pa odvrne. O, smrdula! Lahko si mislite, kako sem ga v tistem trenutku pogledala, kajti podarila sem mu žametnico. Vsa romantika je šla. V trenutku. Še k sreči, da je potem v kinu bila na sporedu romantična komedija in se je vse dobro končalo. Danes pa ne bomo prepevali o rožicah, pač pa bi z vami šli še v Kalifornijo. Smo najeli ta prav ton. Hvala lepa. Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain for the whole night through, far away from you, California blue, California blue, dreaming all alone, nothing else to do.
thinking of things that I left far behind. It's been so long, doing all I can do to get back to you, California blue, California. California blue. Every day I pray I'll be on my way, saving love for you, California blue. One sunny day I'll get back again. Somehow, someway, but I don't know when. California blue, California blue. Still missing you, California blue. Still missing you, California blue. Still missing you, California blue. Upanje je, da zmeraj upaš na nekaj dobrega, da se dobro zgodi, ne slabo in upaš tudi za druge. Upanje je, da boš uvijek nikde. Ja, upanje je, da upaš. Ko je duha nas darijo. Ko pride Božiček pa je kega. Ko rodi otroka. Lep pozdrav. Midva sva Miha in Špela Arhar, z nama je še Sonja Arhar, Mihatova sestra. Danes pa so z nami na odru še moja sestra Lili Stubelj in njen mož Blaž Stubelj. Ona dva prihajata z obrobja Vipavske doline. In midva z Mihatom sva bolj kot ne zaključila s tem nočnim prepevanjem. Ona dva sta pa še zelo aktivna, no, tako da sta kar zasedena vse vikende. Lili je basistka pri skupini 7 Šrit, Blaž pri Vipavskem kvintetu, oba zelo kvalitetna ansambla, tako da če rabite za kakšno veselico ali pa za kakšno poroko, naredimo zdaj še malo reklame, morate hitro rezervirati, ker ste že na polno rezervirana, no, že za drugo celo leto. Da, evo. Da, evo, zdaj pa kar poželim.
pravi blagoslov. Ne pozabi na besede te, ki naj čuvajo naš rodni krov. Ki lastovke gnezdijo, so dobri ljudi doma, življenje prinašajo z daljnega sveta. Ki lastovke gnezdijo, so dobri ljudi doma, družini podarjajo srečo brez gorja. Naši hiši vsako zdaj pomlad, čakamo na prve lastovke. Ko spet prileti do naših trat, vsak od nas presrečen je. Spet vrnile so se lastovke, to za nas je pravi blagoslov. Ne pozabi na besede te, ki naj čuvajo naš rodni krov. Ki lastovke gnezdijo, so dobri ljudi doma, življenje prinašajo z daljnega sveta. Ki lastovke gnezdijo, so dobri ljudi doma, družini podarjajo srečo brez gorja. Lastovke gnezdijo, so dobri ljudi doma, družini podarjajo srečo brez gorja. No, mi nastopamo v bistvu skupaj samo na vseh takih družinskih rojstnih dnevih, kakšnih praznovanjih. In z nami je tudi naš spremljevalni ansambl, ki se še kar povečuje, tako da lahko kar pridete. En aplavz za spodbudo. Je pa tako, da mi pač na teh naših nastopih domačih, zmer moramo med pesmimi kaj prekinjati, ustavljati, ker se otroci ponovadi zmeri kregajo za inštrumente, tako da nič ne obljubimo, kaj bo danes tukaj. Sicer smo jih kar fajn razdelili, da se med sabo nekaj preveč, ker imamo drugače kar pestro, ja, ker vsi bi vse igrali. Tako da evo, zdaj pa še eno smislo. Thank you.
slovenske vse družine, naj tradicija velja. Takšne so pač naše korenine, staro pravdo moje igra. Živele slovenske vse družine, naj tradicija velja. Takšne so pač naše korenine, staro pravdo moje igra. Ko dobiš svoje vnuke, da si star 100 let, ko se že 14 stara, imaš stara kosti. Še 100 let. Pa te mama nabrala listke. Ko tvoji otroki dobijo svoje otročke. Mirek! Ko si star. Od starih staršev sem se naučila, kako skuhati kosilo. Od staršev sem se naučila, kako skrbeti za rože, skuhati kakšno hrano in to je to. Stari starši so me naučili kleklati. Stari starši so me naučili šivati pa hračkati. Stara starša sta mi pomagala, da sem se hitreje naučila brati. Naučil sem se, kako pomembno je, da ti nekdo skuha kosilo. Naučil sem se skuhati štruklje. Zmeraj delijo stare zgodbe z vnuki. Da se pripovedamo ljudje. Ko bom babica, bom svojemu vnuku pripovedovala, koliko poškodb sem imela in svoje življenje. Babica bom svojim vnukom razložila, kako se kakšna stvar naredi. Ko bom babica po svojim vnukom govorila zgodbe, ki so nam jih pripovedovali stari očetje. Povedal mi bom, kako pomembno je, da vsakega človeka sprejemamo takšnega, kot je. Povedal jim bom, kako lepo je živeti na vasi. Povedal jim bom, da ne dajo grčila. Tvoja mati je
mi smo pa rovtarska dekleta, zbor upokojenk, ki še zdaleč nismo za vkot. Rade pojemo slovenske, ljudske in druge pesmi. Doma pa se rade posvečamo našim vnukom in pravnukom. Z njimi veliko kuhamo in pečemo ali pa jim kaj pokažemo, kakšna domača ročna dela. Najraje pa skupaj kaj lepega zapojemo, zaplešemo, se igramo in zraven tudi kaj pohecamo. No, zdaj pa prisluhnite, naj pesem pove, ker bi z besedami težko. Kot zadnji se vam bomo danes na koncertu predstavili srednje mladi mešani pevski zbor iz Rovt. Pa kot lahko vidite, nismo na odru sami srednje mladi, ampak so z nami tudi zelo mladi nastopajoči in to so naši otroci. Smo zelo veseli, da lahko danes skupaj pojemo. Kot so otroci modrovali že v videu, kaj lahko družine skupaj počnemo, tudi mi mislimo, da je druženje ob skupnem petju lahko zelo kvalitetno preživeti čas. Če se pa zares kvalitetno tudi sliši, boste imeli pa možnost sami presoditi. Danes vam bomo zapeli najprej pesem Glej ta naš svet, ker je danes zahvalna nedelja, se bomo z njo zahvalili Bogu za stvarstvo, ki nas obdaja. Potem pa sledita še dve pesmi, s katerimi želimo sporočiti, da smo lahko družine res tisto pravo upanje, tako za Slovenijo, kot tudi za cel svet.
Prav lepo pozdravljeni vsi, ko že enkrat težko greš po stopnicah, to se pravi že nekaj let odzadnje. Ker je danes rdeča nit življenja od najmlajših pa do najstarejših, bom povedal nekaj iz svojega življenja, ne tisto, kar sem navraval vam povedati. Zelo mlad sem se poročil, dobrih 21 let, letos imamo že 50 let, ženo poroke, danes so imeli v farni cerkvi tudi srečanje okroglih obletnic, pa žena nismo mogli iti, ker bo žena neko težavo z nogami. Skratka, rodila so se nami 3 otroci, 3 fantje, imam že 4 vnuke, 3 vnukine, življenje teče naprej. Razumeti moramo, da ljubezen tista, ki je nekak strajnik, šungar, smo rekel včasih, ki tudi v težkih trenutkih premaga, če pride nekaj težkega. In ljubezen je tista, ki razume nihanje razpoloženja, bolezni, pomanjkanje denarja. Ko gradiš svoj dom, ko gradiš hiša, je marsikaj težko. Pa vendar ljubezen premaga vse. Ljubezen tudi želi, da postaneš to, kar se želiš postati. In ljubezen te sprejme takšnega, kakršen si. Vesel sem, da je Karitas v Rovtah tako močna, da se združujete in tudi, da na poti življenja je tudi upanje. Kaj ti življenje je tako kot odsev, kar žanje, kar sejemo, to žanjemo, kar dajemo, to prejemamo, kar vidimo v drugih, vidimo tudi v sebi. Zato bodimo radodarni in če vzamemo kakšno svetopisansko priliko o 2 hlebih po 2 ribah, to je tudi prispodoba, če nekaj damo, se nam to pomnoži. Če vsak del svojega da nekomu, ki nima, se tudi polepša življenje. Zato je prav, da podpiramo Karitas in tudi druge dobrodelne ustanove, da pomagamo tistim, ki nimajo take sreče, kot imamo mi, da smo zdravi, da lahko delamo in da tudi ustvarimo. Rad bi poudaril to, v zraku je danes vse sorta, ampak ta prava misel pa mora biti ljubezen in veselimo se življenja. En lep pozdrav tudi z moje strani, kot predsednik Škofijske Karitas Ljubljana. Se res najprej zahvaljujem vsem, ki delujejo pri Karitas, potem seveda vsem, ki delate dobro v vaški skupnosti in seveda tudi širše v na občinske ravni ali pa na višjih ravneh, kjer pač delate dobro za druge. Vedno, ko delamo dobro za druge, delamo dobro tudi na nek način sebi in mi se tega ne pozabimo. Danes je tudi zahvalna nedelja, ko se zahvaljujemo za mnoge stvari, saj ne samo danes, ampak v teh dneh smo spodbujeni, da se zahvaljujemo za mnoge stvari. Prva, da se zahvalimo za težke stvari, skozi katere smo v življenju že šli in smo se iz njih nekaj naučili, morda tudi kot ljudje zrasli. Potem se zahvaljujemo za ljudi, ki so ob nas, da jih znamo videti tudi kot dar. In tretja, da se zahvaljujemo tudi za svoje talente, ki jih imamo. Seveda, vedno so nam dani od Boga talenti najprej v naše dobro, ampak vedno smo povabljeni, da svoje talente delimo tudi z drugimi in takrat profitiramo vsi. Zahvalna nedelja nas spodbuja, da v naših srcih vedno ostaja ali pa ohranjamo dar hvaležnosti. Nekdo je rekel, da je hvaležnost srebrni pladenj, na katerega Bog najrajši nalaga še kakšne nove, dobre stvari. Ohranjamo dar hvaležnosti in delimo tisto dobro, ki ga imamo tudi z drugimi.
Vse dobro in hvala, pa obilo blagoslova še naprej. Sanjam deželo, ki pravični mir pozna. Dolga je cesta, po kateri prideš tja. Ta pot je brez konca, a vodi naprej. Premnoga življenja ugašajo v njej. Krste junakov zamudile so oko. Mati zamanje, položi na cvetje to. Žal freša zemlja, oblika s krvjo. Svinčeno je morje, železno je nebo. Svobodno sonce, naj sije svet, na to deželo in na ves svet. Svobodna pesem za vse ljudi, grmenje naj preglasi. Mrtvi zvonovi so bili brez zaklonišč. Zadnja svetova, razuma vidiš. A človek ne more verjeti v denar. Odprimo se okna in ozrimo se v nebo. Svobodno sonce, naj sije svet, na to deželo in na ves svet. Svobodna pesem za vse ljudi, grmenje naj preglasi. Katedrale, mostovi, domovi, bolnišnice. Gledališča, plesišča, magistrat. Stvari izgubljajo imena. Še voljno piše zobre Svobodno sonce, naj sije svet, na to deželo in na ves svet. Svobodna pesem za vse ljudi, grmenje naj preglasi. Svobodno sonce, naj sije svet, na to deželo in na ves svet. Svobodna pesem za vse ljudi, grmenje naj preglasi. Svobodno sonce, naj Dragi obiskovalci, tam smo slišali že toliko lepega, zdaj jaz ne morem nič kaj lepšega povedati, ampak
Zahvalila bi se rada vsem, ki ste prišli in vsem, ki ste svoj čas in svoje talente namenili nam. Zahvalila bi se rada mojim sodelavcem, prostovoljcem Karitas, ki so vsak po svojih močeh pripomogli k izvedbi tega koncerta. Posebej pa bi se rada zahvalila 3 gospem, ki imajo neverjetno voljo, moč, energijo, znanje in so uredile ta današnji koncert vsebinsko tako, kakor je izgledal. Te gospe so Polovna Koželj, Urška Vrbovšek in Valentina Ugovšek. Danes smo pripravili eno darilo, ki bo mogoče prišlo prav tudi ostalim mehkim pevčkom. Mogoče je najslajši šopek. Pomembno so prispevali tej današnji prireditvi tudi mnogi, katerih se običajno sploh ne omenja, ampak jaz jih bom danes omenila, malo v ozadju so, ampak naredili so veliko delo. Hišnik David je pripravil dvorano, Jaka Logar je tehnično obdelal tele videe, ki smo jih gledali, Jure Brzelak je naredil plakate, Špela Arhar je te plakate računalniško obdelala, Peter snema, malo moram pogledati, Nuška je pomagala peči tele sladke rožice. Skratka, pa tonski mojster Andrej, priskočili so nam kot dobrovoljno na pomoč tudi Radio Ognjišče, Radio Sora in Radio 94 z brezplačnim oglaševanjem današnjega dogodka. Po zadnji pesmi, ki bo zdaj na vrsti, je sicer uradnega programa konec, ampak prav je, da ostanete še malo v dvorani, se podružite, pogovorite. Mi smo vam pa pripravili tudi malo prigrizka, pa še kakšen kozarc pijače se bo že prelegel, kar je smo že malo šeni. Hvala lepa in se vidimo naslednje leto.
Samo še nekaj moram dodati, ker mi je prej zmanjka besedila. Pri zahvalah seveda sem z velikim veseljem smo pozdravili v naši sredi gospoda Čižmana, za kateremu se zahvaljujemo obisk, in seveda tudi gospoda Berta Menorda, in zahvaljujemo se tudi občini za vsakoletno donacijo, ki je v bistvu poleg takih prispevkov prostovoljnih, ki jih ljudje dajo, edini vir našega delovanja. Hvala lepa občini in gospodu Menordu.